Clarisa Jovanović in Dela Segodba sta na koncertu v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine predstavili ljudske pesmi sredozemskih dežel, poezijo Marka Kravosa, začinjeno z edinstvenim glasom in domiselnimi inštrumentalnimi vragolijami spremljevalne zasedbe. Mi se že dolgo časa poznamo. Jaz sem z Vaskom Atanasovskim sodelovala prvič že leta 1999 in od takrat naprej občasno sodelujeva. Tako da z Lukom Ropretom delam intenzivno zadnjih 7 let. Potem z Marjanom Staničem sva tudi prvič sodelovali že leta 1998. To so bili tudi gosti na mojem CD-ju. Potem pa z Žigo Golobom, edino z njim, on je relativno nov sodelavec, čeprav ga poznam že tudi 100 let, jasno. Tako da ja, gledajte, Slovenija je majhna, glasbenikov sicer nas je kar nekaj, ampak v tem žanru spet ne neskončno veliko. Dogodek za glasbene sladokusce je bil dvoumno poimenovan Mediteran. Zato, ker je Sredozemlje moj svet in glede porekla in glede moje afinitete, intelektualne in še kakšne druge. Tako da je pa Mediteran seveda zelo velik prepišen prostor in mi si tudi slučajno ne domišljamo, da smo zajeli vsega, da ga bomo prečesali po dolgimi počesne. Tako da ja, gre torej za glasbeno izročilo teh mediteranskih dežel. Sem se pa jaz, ker sem en kos lingvista, med drugim tudi pišem in prevajam, sem se malo poigrala z besedo in tako je nastal Mediteran. Ali če tako preberemo besedo za besedo Mediteran, ampak na hitrico se to sliši in prebere kot Mediteran. Na odru so tako poslušalci lahko razvajali več svojih čutov hkrati in tako zaužili sadeže Sredozemlja. Nekaj malega imam tudi zahodnega slovenskega roba, v glavnem Istro. Moja mama je, to že moram povedati, iz Istre. In nocoj bom zapela celo priredbo, kajti vse to so priredbe seveda, neke istrske ljudske, ki je bila zapisana v vasi moje matere. Poleg glasbi so obiskovalci lahko prisluhnili tudi poetični besedi. Vse te pesmi pa bo s poetično besedo pesnika Marka Kravosa, tržaški pesnik, slovenski pesnik, pa bo povezovala igralka Sonja Bolanc. Tako da bo torej te pete pesmi, pete in seveda odigrane z glasbili najrazličnejšimi, bo povezovala poezija slovenskega pesnika, ki je pa vendarle tudi pesnik Mediterana, nemara eden najizrazitejših, in v njegovi poeziji je tako neskončno veliko teh vonjev in okusov Sredozemlja. Slovenska in hrvaška Istra, Bosna, Hercegovina, Črna Gora, Turčija, Grčija, severna in južna Italija, Provansa, Španija so dežele, po katerih potujejo glasbeniki. Ljudsko dediščino omenjenih dežel bogatijo tudi pesmi španskih Judov, ki so se po izgonu iz Španije leta 1492 razkropili po vsej Evropi, večina pa se jih je zatekla v dežele Otomanskega cesarstva. Pri tako velikem, ogromnem prostoru, kot je Mediteran, je zelo težko kar recimo v 2 besedah reči to in to je značilno. So samo, določeni deli Mediterana, kjer lažje potegnemo nekaj vzporednic. Recimo za Istro, to so pač neki manjši univerzumi, kjer lahko recimo povemo tako v par besedah, kaj je značilno. Vemo, da obstaja neka istrska lestvica, recimo, naprimer, to je že eno značilnost, ampak to je značilno samo za Istro. In po drugi strani, spet zahodni Mediteran, pa skrajni zahodni rob, ima spet določene značilnosti, ki jih naprimer, jugovzhodna Evropa, recimo Črna Gora ali pa Grčija pa nimata. Pa že tudi Črna Gora in Grčija se med sabo zelo razlikujeta. Predstavljeni del sveta je edinstven zaradi številnih stvari. Zagotovo v Mediteranu pihajo več ali manj isti ali podobni vetrovi. Gotovo v Mediteranu cvetijo in rastejo določene rastline, ki ne rastejo recimo v skandinavskih deželah. Gotovo tudi v kulinariki mediteranskih dežel se pojavljajo določene dišavnice ali začimbe pogosteje kot kje drugje. Gotovo, tako na ta način govorimo tudi o nekem mediteranskem temperamentu, čeprav roko na srce spet, Istrijan se zelo močno razlikuje od nekega Maročana, naprimer, ali od nekega recimo Španca. Čeprav imate po svoje pa spet neke skupne značilnosti.